od danes Univerza v Mariboru bogatejša za prvi center za računalništvo v oblaku v Sloveniji. Kakšen je njegov pomen in komu je sploh namenjen? Jaz mislim, da je to zelo velik pomen. Seveda, kakšen bo razvoj takšnih centrov oziroma kakšna bo perspektiva sploh računanja v oblaku, če lahko govorimo za to besedo, je še danes težko reči, tako kot je bilo mogoče pred 15 leti težko reči, kakšen bo pomen interneta. Najprej mislim, da gre tu vsekakor za uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij, kjer praktično izvor, kjer je nameščena posamezna aplikacija, sploh ni znan, vse skupaj izgleda, kot da je v oblaku. Ni pa tu samo, kaj se tehnično tiče, to samo tehnološki problem. Hkrati mislim, da se vzporedno s tem se bo razvijala še tudi druga področja, kot je recimo na kak način se bo vršilo tarifiranje, se pravi plačevanje uporabe takšnih storitev v oblaku, seveda kako bo za javnim dobrom, intelektualno lastnino in podobno. Seveda na univerzi pripisujemo ustanoviti temu centru zelo velik pomen, ne nazadnje je to zelo pomembno, ker bodo tako imeli profesorji, raziskovalci postavljeno platformo in bodo lahko začeli uporabljati to platformo za svoje raziskovalno delo. Prav tako bodo lahko tudi se izživeli študenti, če tako lahko rečem, tudi v svoji ustvarjalnosti. Mogoče bodo lahko tudi začeli odejanjati tudi svoje podjetniške ambicije. Mislim pa, da je to pomembno tudi za podjetja, ker kot vemo, se bo računanje v takšnem oblaku najprej začelo uveljavljati znotraj večjih oziroma velikih podjetij, mogoče celo korporacij. In kasneje bo pa prihajalo tudi v uporabo pri manjših podjetij, no vsekakor pa mislim, da bo tudi celotno slovensko gospodarstvo od tega imelo velike koristi. Torej, IBM-ova vloga v tem projektu je vsekakor, da omogočimo nekje platformo za delovanje tega cloud computerja, hkrati se pa v bistvu tukaj naša vloga ne konča, ampak se praktično začenja. Naša vloga v tem je prenos nekega znanja, se pravi nekih dobrih izkušenj, ki jih ima IBM v svetu v zadnjih 2 letih, kjer je ogromno smo nekje vložili energije v ta cloud computing, se pravi tudi določeni softverski rešitve, ki so že na voljo, jih bomo vsekakor tudi tukaj v Mariboru skupaj z študenti in profesorji, se pravi to njihovo vsakdanjo rabo poskušali čedalje bolj približati končnim uporabnikom. Kakšen je delež domačega znanja pri izvedbi prvega centra za računalništvo v oblaku v Sloveniji? Vesel sem, da lahko povem, da je prvi računalniški oblak v celoti vzpostavljen kot plod domačega znanja. Edina stvar, seveda, ki smo jo uporabili, je strežniška strojna oprema, ki jo je namenila družba IBM v vrednosti preko $350,000. Seveda strežniki računalniški hardware se v Sloveniji ne proizvaja. Kar se pa tiče programske opreme in znanja, kako tak računalniški oblak vzpostaviti in ga zagnati, to pa je seveda v celoti naše domače znanje in s tem v Sloveniji tudi orjemo ledino, namreč smo prvi, ki smo tak center tudi vzpostavili. Veseli smo, da smo v Sloveniji tako platformo vzpostavili dovolj zgodaj, namreč ta tema je izjemno pomembna tema, torej cloud computing je izjemno pomembna tema v svetovnem merilu. Taki centri so se v preteklih mesecih ustanovili tudi v nekaterih najrazvitejših državah v Zahodnji Evropi in v ZDA. In skozi to želimo dati priložnost tako podjetjem, raziskovalcem, študentom, da generirajo in razvijajo te inovativne ideje, da bomo mogoče v letu ali 2 lahko naredili ponovni dogodek, ko bomo pa predstavili, kaj je rezultat tega centra, podobno kot smo to lahko naredili za kompetenčni center za SOA, ki smo ga ustanovili pred letom in pol.